Lep pozdrav vsem pri tej naši poglobljeni analizi. Danes se lotimo nečesa, kar je pred kratkim, 9. oktobra, kar precej razburkalo igriškarski svet. Pozdravljeni, ja. Misliš na tisti video, ki sta ga objavila Sony in AMD, a ne? Točno ta. Ko sta nastopila Mark Cerny, glavni arhitekt za PlayStation, pa Jack Huihan iz AMD-ja. In ni bil samo nek tehnični seminar. Daleč od tega. Že naslov, od Project Amethyst do prihodnosti igranja, je dal slutiti, da gre za nekaj več. In res je šlo, kaj ne? Ne samo izboljšave za recimo PS5 Pro. Ne, predstavila sta Project Amethyst. To je nek skupni raziskovalni projekt, ki teče že od, mislim, da 2023. In cilja na čisto nove pristope k grafiki. Torej, glavna tema ni bila samo, kaj zmorejo zdaj, ampak bolj filozofija za naprej. Za naslednjo generacijo. Ja, točno to je bilo bistvo. Cerny je bil kar direkten. Rekel je, da trenutne metode, recimo hibridni ray tracing na PS5, ki so sicer fajn, ampak ja, dosegajo meje, da za naslednji preskok rabimo drugačno arhitekturo. Nekaj, kar temelji na pametni učinkovitosti, z umetno inteligenco. To je res pomemben premik, ne samo več moči, ampak pametnejša moč. Točno. In potem je prišel tisti Cernyjev stavek proti koncu. Tisto o prihodnji konzoli, spomnim se. Rekel je nekako, da so te tehnologije sicer še zgodnje. Simulacije? Ja, v fazi simulacij, ampak da so rezultati obetavni. In potem tisto, res sem navdušen, da jih bom prinesel na prihodnjo konzolo čez nekaj let. In ta fraza, prihodna konzola čez nekaj let, to je bilo to, kaj ne? Sprožilo je plaz. Absolutno. Prej so bile govorice o PS6 bolj nepotržene, namigi iz tiste Microsoftove tožbe, pogodba za AMD in podobno, ampak tole. To je bilo pa uradno. Skoraj. Od glavnega arhitekta. Povezal je te nove napredne tehnologije direktno z naslednjim PlayStationom. Torej, naš cilj danes je, da razčlenimo ta pogovor, kaj sta pravzaprav povedala, potem pa pogledamo te špekulacije o specifikacijah, ki so sledile. In seveda odzive. Kako je skupnost to sprejela? Kaj to pomeni za industrijo? Ja, osnova so nam analize tega dogodka, članki, informacije, ki so zakrožile. Potopiva se torej v to vizijo prihodnosti igranja. Super. Začniva kar pri Project Amethyst. Ključne inovacije. Kot sva rekla, osnova je AI in učinkovitost. Prva stvar. Neural arrays. Nevronske mreže. Sliši se zelo napredno. Kaj to pomeni čisto praktično? Kot neki posebni AI možgani v grafični kartici? Nekako tako, ja. V bistvu združijo več delov grafičnega procesorja, GPU-ja, v en tak povezan AI motor, namesto da AI dela samo neke majhne ločene naloge. Lahko zdaj obdeluje večje kose naenkrat. Točno. Predstavlja si kot bolj učinkovito izrabo AI zmožnosti znotraj čipa. Manj nekega preklapljanja, manj ovir. In koristi, boljša grafika, hitrejše delovanje. Kaj lahko pričakujemo? Oboje. Posredno. Cerny in Huihan sta omenila recimo bistveno boljše upscaling, povečevanje ločljivosti, kot naslednja stopnja tistega PSR iz PSP Pro. Potem boljše zmanjševanje šuma v grafiki, pa kompleksnejšo osvetlitev v realnem času. Ker lahko večji AI modeli tečejo direktno na GPU-ju, je manj komunikacije s procesorjem, manj zakasnitve, boljše skaliranje. To bo potem delovalo skupaj z AMD FSR in podobnimi? Ali namesto njih? Verjetno skupaj, ampak to bo Sonyjeva in AMD-jeva lastna naprednejša rešitev, zgrajena na teh deljenih nevronskih mrežah. Razumem. Ampak tehnologija, ki je pa res dvignila prah, so bili Radiance Cores, jedra Radiance. Primerjali so jih z NVIDIA RT jedri, ampak omenjali neko optimizacijo za enotni transport svetlobe. Sliši se kot nekaj, kar bi res lahko spremenilo osvetlitev. In to je verjetno tudi cilja. Radiance Cores so namenske strojne enote, narejene posebej za tisti najtežji del sledenja žarkom. Izračunavanja poti svetlobe. Točno, tisti ray traversal.
Ker to prevzame specializirana strojna oprema, se glavni deli GPU-ja sprostijo. Lahko delajo geometrijo, senčenje, druge stvari. V redu, ampak o sledenju žarkom smo že slišali, tudi na PS5. Kaj je tukaj res drugače? Samo boljši odsevi ali je to dejanski preskok? No, tukaj postane res zanimivo. Cerny je bil zelo jasen. Radiance Cores naj bi omogočili konzistenten path tracing v realnem času. Path tracing? Tisto iz filmov? CGI? Ja, točno to. Ne samo par efektov ray tracinga, ampak polno simulacijo poti svetlobe, podobno kot pri filmskih vizualnih efektih. To pomeni, da bi lahko svetloba v igrah. Odboji, lomi, globalna osvetlitev, meške sence, vse to. Vse to, ja. In delovalo bi bistveno bolj realistično, bolj dinamično, kot še nikoli prej na konzoli. Čakaj malo. Path tracing kot standard na konzoli, v realnem času. To se sliši skoraj neverjetno. Če jim uspe, je to res generacijska sprememba. Točno to je obljuba. Huln je še dodal številke. Rekel je, da bi lahko bilo renderiranje pri teh nalogah 2 do 3-krat hitrejše kot zdaj. 2 do 3-krat. In kar je za konzolo ful pomembno, 30 do 50% nižja poraba energije za te izračune. Če to drži. Potem path tracing ni več samo neka opcija v nastavitvah, ampak lahko postane osnovni način prikaza grafike. Tako nekako. To bi bil res velik preskok. Tretja stvar pa je bila universal compression, univerzalna kompresija, torej stiskanje podatkov na nekem novem nivoju. Ja, ne gre več samo za stiskanje tekstur, kar že poznamo, ampak za stiskanje praktično vseh podatkov, ki krožijo znotraj GPU-ja, v realnem času. In glavna korist tega je manjša obremenitev pomnilnika. Točno. Zmanjša se potreba po ogromni pasovni širini pomnilnika. Razvijalci lahko uporabijo večje teksture, bolj kompleksno geometrijo, brez da bi zadeli v omejitve pomnilnika. Kar pomeni potencialno višji FPS, več detajlov, pa spet nižja poraba energije. Vse gre v to smer učinkovitosti. Tako je. In Cerny je poudaril, da te 3 stvari, Neural Arrays, Radiance Cores, Universal Compression, delujejo skupaj, kot celota. Torej, slika, ki jo rišejo je, prihodnost ni samo v dodajanju tranzistorjev, ampak v pametnejšem delu. Natančno. Skupna vizija Sonya in AMD-ja. Naslednja raven igranja, ki je zmogljiva, ampak tudi dostopna, z močnim poudarkom na AI in učinkovitosti. In tista Cernyjeva pripomba o prihodnji konzoli je dala vedeti, da to ni samo teorija. Ampak gradniki za PlayStation 6. Točno tako. Ok, ta predstavitev je torej postavila temelje. Ampak kaj zdaj to pomeni čisto konkretno? Kakšne so špekulacije o strojni opremi PS6, ki so jih te informacije sprožile? Seveda, vse je treba vzeti z kančkom soli. Seveda. Ampak trendi so pa kar jasni, ja. Po tistem Cernyjevem namigu je ta mašina špekulacij res šla na polno. Glede časovnice... Tisto čez nekaj let. Ja. Večina analitikov misli, da to pomeni ciljanje na leto 2028. 2028. To bi bilo potem 8 let po PS5, kar je nekako v skladu s prejšnjimi cikli, a ne? Približno, ja. Zdi se realno. Kaj pa moč? Omenil si učinkovitost namesto surove moči, ampak vseeno. Kakšen preskok pričakujemo? V primerjavi s PS5 ali celo s PS5 Pro, ki prihaja? Ocene, recimo od Digital Foundry in podobnih, kažejo na potencialno 2 do 3-kratno efektivno zmogljivost glede na PS5 Pro. 2 do 3-krat. Uf. Ampak, kar je res impresivno, je cilj, da bi to dosegli ob podobni, mogoče celo malo nižji porabi energije, recimo okoli 250-300 vatov. To res kaže, kako pomembna bo učinkovitost arhitekture. Poglejmo komponente. Procesor, CPU. Verjetno spet AMD Zen arhitektura. Skoraj zagotovo. Pričakuje se naslednja generacija, verjetno Zen 6, v obliki APU-ja, seveda kombiniran CPU in GPU. Govori se o precejšnjem skoku v IPC-ju. Navodila na cikel. Ja, morda 30-50% več kot pri Zen 2 v PS5. Cilj je verjetno jasen, tekoče igranje pri 4K in 120 sličicah na sekundo. Tudi v res zahtevnih igrah. In grafični procesor, GPU, srce konzole. Tukaj pridejo v igro Radiance Cores, pa nova arhitektura.
Tako je. Pričakuje se arhitektura RDNA 5, naslednica tiste v PS5. Število računskih enot, compute units, se sicer špekulira, ampak ključna novost bo integracija Radiance Cores. Ki naj bi standardizirali path tracing. Točno. Zato tiste T-flops številke, čeprav se govori o 30, 40 ali več, postajajo manj pomembne same po sebi. Ker AI optimizacije in namenska jedra dvignejo dejansko zmogljivost. Ja. Efektivna zmogljivost bi lahko bila precej višja, kot bi kazala samo T-flops številka. Morda ekvivalent 60 plus T-flops v klasičnem smislu, ampak z boljšo učinkovitostjo in nižjo porabo za določene naloge. Kaj pa pomnilnik in disk? To sta vedno kritični točki. Pričakuje se preskok na GDDR7 pomnilnik z večjo kapaciteto, morda 24-23 GB. In seveda večjo pasovno širino. Ampak tukaj pride spet v igru Universal Compression. Ki naj bi zmanjšala potrebo po tej pasovni širini za polovico. Tako nekako je cilj. Da lahko razvijalci uporabljajo res podrobno sredstva brez zastojev. Pri disku pa nadgradnja na NVMe Gen 5 SSD pogone. Hitrosti, ki bi lahko pomenile praktično takojšnje nalaganje. Konec nalagalnih zaslonov mogoče? To bi bilo nekaj. Torej, če povzamem, ciljna izkušnja je verjetno gladkih 4K 120 fps z naprednim path tracingom kot standardom. 8K bo mogoče tehnično podprt, ampak verjetno ne glavni fokus. Sliši se ambiciozno. Zelo. Ampak ne smemo pozabiti še na AI izven grafike. Neural arrays bi lahko poganjale veliko pametnejše NPC-je. Liki v igrah, ki se učijo od igralca. Se prilagajajo. Ja. Ali pa omogočile bolj kompleksne, dinamične, proceduralno generirane svetove. Tukaj se odpirajo možnosti za čisto nove igralne mehanike, ne samo lepšo sliko. Omeniti moramo še združljivost. Verjetno bo popolna s PS5 igrami, mogoče celo z nekimi AI izboljšavami za starejše igre. To se pričakuje, ja. Kompatibilnost nazaj je postala standard. In pojavljajo se celo tiste bolj divje govorce o prenosni različici z neko priklopno postajo. Ja, slišala sem to. Ampak to je še zelo daleč, ne? Bolj kot ne špekulacija. Absolutno. Zaenkrat se osredotočimo na osnovno konzolo. Glede cene pa večina analitikov cilja nekam med $600 in $700. Kar je pričakovano višje od PS5 ob izidu. Je, ampak če bo zmogljivost res takšna in če bo dobavljivost boljša, bomo videli. Vsekakor. Ampak te špekulacije zdaj vsaj temelijo na neki jasni viziji, ki sta jo Cerny in Hune predstavila. Kako pa se je svet odzval? Je bilo samo navdušenje ali tudi kaj dvomov? Odziv je bil res ogromen. Hashtag PS6 je eksplodiral na družbenih omrežjih. Mislim, da je bilo 500,000 omemb v prvem dnevu ali nekaj takega. Vav. In večinoma pozitivno. Večinoma ja. Veliko navdušenja. Ljudje si že predstavljajo, kako bo izgledal recimo prihajajoči GTA 6 s takim path tracingem. Govori se o filmski kakovosti v realnem času. Ampak vedno je tudi druga plat medalje, kaj ne? Skeptiki, spomini na pretekle obljube. Seveda, kar nekaj je bilo komentarjev v stilu, saj za PS5 so tudi obljubljali 4K 120, pa vemo, kako je bilo na začetku. Obstaja določena skepsa, ali bodo te res ambiciozne tehnologije delovale tako gladko povsod že ob izidu. Kar je legitimna skrb. Prehod na novo arhitekturo je vedno izziv. Točno, nič ni samoumevno. Kaj pa pravijo analitiki? Strokovnjaki iz medijev, kot je Eurogamer. Mnenja so večinoma zelo pozitivna. Veliko jih vidi to kot pravi generacijski preskok. Ne samo več T-flopsov, ampak pametnejše tehnologije. Poudarjajo pomen Radiance Cores kot potencialnega game changerja. Spremenica igreja. Seveda pa tečejo tudi debate na forumih Redditu. Ali se splača kupiti PSP Pro zdaj ali čakati teh nekaj let na PS6? To je zdaj veliko vprašanje za mnoge. Razumljivo. In če pogledamo širše, vpliv na celotno industrijo, kaj pomeni prihod tako zmogljive konzole? Zagotovo dviga letvico, za vse. Pričakujemo lahko še večje svetove, še bolj realistične, bolj interaktivne. Standardizacija tehnologij, kot je path tracing, bo potisnila vse naprej. Ampak hkrati, to pomeni tudi večji izziv za razvijalce, kaj ne? Absolutno.
Razvoj iger za tako napredno strojno opremo bo verjetno še dražji, še bolj kompleksen. To lahko pomeni večji pritisk